Rudar ima novega trenerja, to je postal Aleš Čeh, ki je tokrat tekmo spremljal s tribun, ekipo pa je vodil dozdajšnji trener Goršek. Oboji so v seriji 2 porazov, tokrat so želeli nekoliko boljšo tekmo in točke. Prva priložnost pa je pripadla domači ekipi, takole se je v kazenskem prostoru znašel Firer padel, a 11 metrovke tokrat ni bilo po mnenju glavnega sodnika tekme Bojana Mertika. Še ena priložnost za Velenjčane, tokrat lepa kombinacija in na koncu strelj proti vratom ter tudi zadetek. Matej Podlogar je natančno meril in premagal vratarja Gorice za 1:0. Lep zaključek tega mladega nogometaša iz Ljubljane. Še enkrat nevarni Knapi, tokrat po podaji z leve, spet priložnost za Podlogarja, tokrat je meril nekoliko previsoko. Izjemno dobro so bili razpoloženi domači na začetku tekme, vendar sledil je hladen tuš. 22. minuta, Vetrih je izenačil na 1:1 in z glavo premagal domačega vratarja Rozmana. Do konca prvega polčasa še ena izjemno lepa kombinacija. Tole je že gol Gorice, ki je bil razveljavljen, vendar neupravičeno, kajti ni bilo v tem primeru prepovedanega položaja. Gol bi tokrat moral veljati. Sliko smo že v drugem polčasu, tole je prva priložnost za Velenjčane, podaja pred vrata, takole pa je z glavo meril Podlogar, na pravem mestu je bil Vasja Simčič. Še enkrat priložnost domačega moštva, tokrat je spet nekoliko preslabo meril Podlogar, eden izmed najnevarnejših domačih nogometašev na tej tekmi. In tole je že prva akcija Gorice v drugem polčasu, meril je Žigon, brez težav pa tokrat Rozman. Jeseničnik je iz prostega strela stresel prečko, tudi Žigon je poskušal daleč, tokrat je njegov strel najprej blokirala obramba, potem pa še tale izjemna parada Rozmana, ki je žogo uspel izbiti v kot. Goričani pa so vendarle povedli, tole je že gol Žigona, žoga se je odbila od tiste notranje vratnice, ki stoji sicer za golom. 2:1 za Goričane v 79. minuti, že v naslednji akciji pa še enkrat nevarnejši domači in zadetek Bratanoviča, ki je lepo preusmeril žogo in izenačil na 2:2. Nepazljivost Goriški obrambi in hitro izenačenje, do konca pa še nekaj nevarnih akcij. Dejan Žigon, še vedno najboljši strelec prve lige, je bil tisti, ki je meril. Tokrat je bil na pravem mestu Rozman, tudi Velenjčani nevarni prek Podlogarja in še zadnja akcija tekme. Tokrat je še enkrat več meril Žigon, vendar odlična obramba Rozmana, ki je rešil svojo ekipo in konec tekme v Velenju na koncu 2:2.